Dober večer in lepo zdrav vsem skupaj. Veseli me, da tudi danes v Mengšu gostimo dva izjemna gosta. Z nami sta Jože Biščak in Boris Tomašič. Pozdravljena in dobrodošla med nami. Dober večer. Naša gosta nam bosta premierno predstavila knjigo Kdo vam laže, ki jo boste ob koncu lahko tudi kupili. Avtor je gospod Boris Tomašič, ki ga poznamo kot voditelja izvirne istoimenske televizijske oddaje na Nova 24 TV, kot svetovnega rekorderja v vodenju najdaljše maratonske televizijske pogovorne oddaje, ki je trajala neverjetnih 73 ur, 23 minut in 21 sekund, ter kot očeta mlade evropske poslanke Zale Tomašič. Gospoda Joža Biščka smo leto že gostili pri nas. Poznamo ga kot novinarja, publicista, pisatelja in televizijskega voditelja oddaje Pogovor v kavarni Hajek, ki je mimogrede med gledalci tudi zelo dobro sprejeta. Torej, če začnemo. V knjigi Kdo vam laže so zbrani in povzeti najbolj gledani deli istoimenske oddaje, v kateri v živo s klici sodelujemo tudi gledalci, voditelj pa razgalja protislovja, laži, manipulacije, ki jih izrečejo oblastniki in mejstri mediji. Poleg spremnih besedil, ki so jih napisali trije nepogrešljivi možje v našem medijskem prostoru, Aleksander Rant, Boris Tomašič in Jože Biščak, vsebuje knjiga 26 povzetih oddaj od leta 2022 do letošnjega leta. Gospod Tomašič, korenine knjige Kdo vam laže na nek način segajo v leto 2016. Takrat se je zagnal medijski projekt Nova 24 TV, ki je vključeval tudi oddajo Hobotnica, ki je nekakšna predhodnica današnje oddaje. V prologu ste napisali: leta 1991 so se partijska glasila čez noč preobrazila v nekaj, kar naj bi, vsaj na videz, spominjalo na demokratične medije. To je, kot bi nekdo staremu trabantu nalepil nalepko BMW in prepričeval vse, da vozi dober avto. Ja, dober večer še enkrat. Ja, seveda, v Sloveniji nismo izvedli tranzicije ali pa lustracije, ki bi jo morali narediti, če bi želeli biti danes normalna država. In po zdaj že skoraj 35 letih močno občutimo to pomanjkljivost. Zdaj, če bi se vrnil v tisti čas, ja, danes lahko reči, ni se naredilo to, ni se naredilo tisto. Danes vemo, da je prva kolikor toliko demokratično izvoljena skupščina takrat še imela demokratična stran zelo tesno večino. Poleg tega pa so v demokratičnih strankah bili noter tudi črvi ali pa tisti, ki so bili potaknjeni in seveda se nekih resnih rezov ni dal narediti. Zakaj sem rekel kolikor toliko demokratična? Ker so se sicer takrat dovolile večstrankarske volitve, govorim leta 1989, kljub temu pa je bil še zmeraj, je bila trodomna skupščina, Zbor združenega dela so v bistvu 100% obvladovali komunisti. Bilo je pač iz firm se je noter volilo, niso bile neposredne volitve, na neposrednih volitvah je zmagal Demos in v zboru, se pravi, ko so skupaj zasedali, je bila ta večina, mislim, da ko se je sprejemal en ključnih zakonov o obrambi, za 1 ali 2 glasu se je izglasoval tisti zakon o obrambi. Nismo naredili tranzicije v sodstvu, se pravi, sodniki, ki so sodili po avtokratskih zakonih, po zakonih, ki so bili v nasprotju s človekovimi pravicami, so ostali. V medijih se ni nič spremenili. Novinarji, ki so prej bili, kot pravi Jože Smole, ali je rekel, družbeno-politični delavci, zavezani marksizmu in leninizmu, so postali demokratični novinarji in tako naprej. Nič se ni spremenili.
Da ne govorimo o vseh drugih podsistemih. Se pravi, sodstvo sem omenil, šolski sistem. Vemo, da so bili večinoma učitelji, so morali iti skozi neko indoktrinacijo in so to indoktrinacijo tudi prenašali naprej. Zato je naša tranzicija, se pravi, mi smo se osamosvojili leta 1991, nismo se pa osvobodili in jaz iskreno upam, da ta čas prihaja prihodnje leto, ko bodo volitve, ko je treba pa radikalno očistiti vse to. No in situacija je bila natančno taka. Delo, ko je še, ne vem, do katerega leta je tam pisal glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, Jože, ne? To je še na koncu 80. let pisal. Ja. Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva, pa v glavnem časopisi so bili pod neposredno, vsi mediji so bili pod neposredno kontrolo Zveze komunistov takratne, ne? In praktično do leta 2015 oziroma natančno 1. marca 2016, prihodnje leto bo 10 let, kar je začela delovati Nova 24 TV, nismo imeli nekega medija, ki bi lahko vsaj približno pariral te mainstreamu, te mašineriji, ki je seveda zadnjih 30 let naredila Janeza Janšo za hudiča in Levica ne rabi nobenega drugega programa kot to, da ni za Janšo, ne? Seveda je bila demokracija, je bil Mak, pa Reporter nekaj časa, ampak to so bili tiskani mediji z omejenim dosegom, ne? Televizija je le tista, ki pride vsakmu v dom, ne? Ne bom več, bomo še imeli kaj za reči, sam še to, ne, ker ste me že danes spraševali, ne? Kako zelo je moteča Nova 24 TV, danes ne govori samo to, da nam pošiljajo policijo, da smo praktično tedensko nekje na sodišču za vsake razne neumnosti, ne? Da so šli ukiniti transmisijo preko antene, ne? Nova 24 TV ni več vidna preko antene, kar pomeni en velik del slovenske populacije, ki nima kabla, ne more več gledati Nove 24 TV. To so ponavadi ljudje bolj oddaljenih krajev, kmetje in tako naprej, ki nimajo kabla, se pravi, so šli to ukiniti, zakaj? Zato, da ne bi mogli gledati Nove 24 TV. Se pravi, motimo jih vse posod, ampak ustrajamo in še bomo ustrajali. Hvala lepa. Gospod Biščak, vi ste v knjigi napisali popotnico bralcu na pot. Pravite, da je umetnost dobrega voditeljskega voditelja, televizijskega voditelja, jasen in razumljiv jezik, s katerim nagovarja širšo publiko, ter da se razkrite laži, manipulacije in protislovja predstavijo z resnico. In da je ravno to prava vrednost knjige, pogled v razkritja in zakulisja nastajanja oddaj. Še enkrat dober večer tudi v mojem imenu. Preden Urška bom jaz na tole odgovoril oziroma malo komentiral, kar sem bi jaz še nekaj. Boris je pravil, omenil tudi, ni bila izvedena ilustracija v sodstvu. Veste, sodstvo je, bom rekel, najpomembnejši podsistem za delovanje, za normalno delovanje države. Sami ste se lahko prepričali, kakšno sodstvo imamo. Veste, levičarji, ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi, so se zažrli v sodstvo. Poglejte, kaj danes sodniki delajo po Evropi, pa v Romunijo. Ustavno sodišče razveljavilo volitve. V Nemčiji, v Franciji sodstvo preprečuje opozicijskim voditeljem, to so običajno tisti na desni konzervativni, in preprečuje, da bi šli na volitve. Preprečuje jim kandidiranje. V Sloveniji je to posledica, bom rekel, tako imenovane Boconove fakultete, pravne fakultete. Samo en primer bo povedal, to sem, mislim, že enkrat ali dvakrat povedal, pa je dobro, da še enkrat povem. Sociolog Albin Igričar je v 80 letih naredil anketo med sodniki. To je objavil samo v uvodu v knjigo z naslovom Uvod v sociologijo. Nikjer drugje ni. In kakšni rezultati so bili tam? Seveda,
vsi višji, vsi vrhovni sodniki, vsi ustavni sodniki so bili obvezno člani komunistične partije. Med sodniki na nižji ravni, se pravi, ne vem, kaj smo imeli takrat sodišče Združenega dela, temeljna sodišča, 60% sodnikov je bilo članov komunistične partije. Ampak to še ni najhuje. Ko na vprašanje, kaj dajo prednost pri razsojanju, je 2/3 sodnikov odgovorili socializem. Sodijo v skladu s socialistično doktrino. To ni pravna država. No, zdaj pa, če grem na knjigo od Borisa, ja. Boris ima to sposobnost, da zna tudi, bom rekel, komplicirane zadeve povedati na preprost in razumljiv način, ampak še vedno argumentirano in tehno. Zdaj ta knjiga, kot je že Urška rekla, ima najbolj gledane oddaje od leta 2022, bom rekel kar od volitev leta 2022 do sedanjega časa. Zakaj? Z preprostega razloga, ker ta Golobova vlada je toliko nagnjena k laži, da niti Boris, ko to zelo spremlja, ne more sprocesirati vsega tega in ne bom rekel, da imej daljše oddaje 2 urne, ker človek fizično ne bi zmogel tega. Ja, zdaj, veste, politika je po naravi nagnjena k manipulacijam, tudi govorjenju neresnic. To si ne moramo zanikati, niti zatiskati oči. Ampak ta vlada je laž postavila povsem na neko drugo raven. Oni so postali profesionalni lažnivci. Ko jih ti odkriješ na laži, kar Boris počne, bodi si dobi tožba ali pa oni to zanikajo z drugo lažjo, se pravi, z lažjo grejo na lažjo in pa še na laž. In Boris to razkriva in v tem je tudi vrednost te oddaje, ki je najbolj gledana oddaja na Nova 24 TV. In jaz rečem takole, splača se to knjigo kupiti, si osvežiti spomin, kaj je bilo. Boris pa v prologu tudi razkriva, kako je sploh ta oddaja nastala, kakšna so bila ozadja in tako naprej. To je z moje strani zaenkrat. Hvala lepa. Gospod Tomašič, v predgovoru Aleksandra Ranta izvemo o vašem srčnem boju, odrekanju in vztrajnosti pri medijskem razvoju in obstoju Nove 24 TV. O oddaji Kdo vam laže pa pravi: oddaja je bila v samem začetku kontroverzna. Napadali so nas tako z leve kot z desne. Vi pa ste še dodali, da ko je zagledala luč sveta, je bilo, kot da bi kdo vrgel petardo v zaspan kokošnjak. Ja, v bistvu je bilo res tako, ne? Zdaj, ne vem, kako se spomnite tistih časov, se pravi, ko najprej je bila hobotnica, potem je bila tedenska oddaja Kdo vam laže, potem pa pride COVID in cel kup nekih laži in takrat sem se odločil, to je treba sproti komentirati, ljudem razložiti, ker me tako neskončno nervirali to, kar sem počel, da sem se spontano usedel v studio in začel razlagati. Seveda sem govoril na način, kot se pač pogovarjamo ljudje med sabo, ne? Kar je bilo nekaj skrajno nenavadnega za televizijski medij, se pravi, zakaj bi zavijal neki v neke lepe besede pa ovinkaril okoli tega. Ne? Če nekdo laže, se mu reče, da je lažnivec, ne da se izogiba resnici ali pa da mu ni blizu in tako naprej. Z nekimi sočnimi prispodobami in tako naprej je bil odziv ta, da so levičarjem itak ni bilo všeč, mnogim našim desnim ljudem je bilo pa to šok, ne? Kako lahko nekdo gre na televizijo in kar tako direkt pove, kar je, se res, se strinjam to, kar pove, ampak ni malo pregrob. Kaj se je izkazalo s časoma, ne? Je zdaj, so mnogi tisti, tudi meni, moji bližnji ali pa, bom rekel, sopotniki, ki so me zelo opozarjali, Boris, a se ti ne zdi to malo pregrobo, kaj se je zgodilo? Danes so oni
10-krat hujši kot jaz, pa sem jaz en tak softič, ne? Zakaj? Zato, ker se grejo stvari tako daleč, toliko pretiravanja, da vsakmu dekelj zdvigne, ne? Se jasno, se vidite, se ga pogledate na televiziji in živete, lejte, se ko usta odpre, se zlaže in to je bolano, ker se ta čist osnovni vrednostni sistem, ne, zdaj, če gremo, ne laži, je postalo laži, ja. Se sploh jaz ne znam z besedam povedati to, koliko so oni ponotranili to laž, podvignili so jo na en čist poseben nivo, ne. Mi smo tretja vaška liga, oni so Premier League, ne. Taka razlika je v tem in enostavno je material ogromno, ne, zdaj, ko knjiga bi imela lahko 500 strani ali pa 1000, pa tudi res bi lahko vsak dan oddajo, ne vem koliko časa, poskušam nekako izluščiti tisto najbolj očitno, tudi mi je recimo zelo veliko mi pomeni, ko kdaj zadnjič oddajo poklical en človek, ki je rekel, jaz sem volil goloba, pa mi je nerodno, ne, danes mi je sram, ne, da sem ga volil, ampak je rekel, kaj, jaz sem bil zaveden. Mainstream mediji govorijo eno in dokler niso ljudje začeli gledati Nove 24 TV ali podaje, kdo vam laže, so verjeli, da je to tako. Pol pa vidijo, ne, včeraj je rekel to, danes je rekel to. Koliko stanovanj so že rekli, da bojo zgradili, se še spomnite? Se ne morate spomniti, ker ne vete, ker se vsak dan spreminja, ne? Ampak to se ponavlja, ta depolitizirana RTV suportira, Pop TV je finančno odvisna, suportira in enostavno se med ljudmi prime. Jaz verjamem, da prihaja čas, ko bo neka kritična masa dosežena ljudi, ki razmišljajo, ki razumejo, ki vidijo, ki jih ni več strah. Nekako zanimivo, ne, zdaj malo bom preskočil po skoraj 35 letih, ne, še zmeraj marsikje vidim strah pred prejšnjim sistemom, ne. Ampak ta strah nekako zgublja to svojo moč. Je pa, se pravi, jaz sem bil takrat najstnik, ne, ali pa v zgodnjih 20-ih, koliko so starejši ljudje bili dejansko ustrahovani, kar je normalno, ne, če ti sosed čez noč zgine, ne, ko so rekli, vzela ga magla, ne, si zelo previden, ne, pa nikoli ne veš, kdo je v duh, pa kdo te bo, s komu lahko zaupaš, pa komu ne. No, v glavnem, ta strah nekako se mi zdi, da tudi odhaja, da za to degradacijo vseh tako vrednot, kot tudi osnovnih pravil, ustave, poslovnika, nekega temeljnega, a veste, med ljudmi niso vse zakoni. Veljajo neka splošno sprejeta pravila obnašanja, bonton se jim reče, ne. In nekako je normalno, ne, da pozdraviš, ko prideš, ko nekaj dobiš, rečeš hvala, ko nekaj hočeš, rečeš prosim, si spoštljiv do starejših. Te norme se spoštujejo, tukaj so šli preko vseh meja, jaz se bojim, da namerno. Ne samo, da so toliko vase zagledani, pa toliko primitivni, delajo to za nalašč, a veste, ko greš enkrat čez mejo, ni več meja. In danes se mi pogovarjamo o nekih bazičnih stvareh, ne, tako, če gremo ideologija spola, ne. Mislim, kakšna neumnost. Spola sta dva in pika, tukaj ni, ne vem, ampak mi se o tem pogovarjamo, mi imamo doktorske dizertacije na to temo, študije in tako naprej. O čem? O tem, a sta spola dva ali je 72. Zakaj to povem? Zato, kako se razvrednoti kompleten sistem. In kaj je cilj? Cilj je to, kar imamo mi danes. Ljudi, ki nimajo kompasa, nimajo vrednosti, če nimaš vrednostnega sistema, nimaš kompasa. In potem je to neka amorfna gmota, ki jo z glavnimi mediji lepo usmerjaš in dela z njo, kar hočeš, in jih 400 000 spraviš do voljo človeka, ki vam obljubi, da boste slabše živeli.
A si predstavljate, jaz ne verjamem, da obstaja država na svetu, kjer je kandidat za vodenje države pred volitvam reče, znižali vam bomo plače in ga ljudje izvolijo. Golob je pred volitvam rekel, jaz bom ukinil davčno zakonodajo Janeza Janše, ki je dvigovala neto plačo in so ga ljudje izvolili. On je rekel, kaj če meni več denarja, ki ga bom porabil za večje neumnosti? Pa so ga ljudje izvolili. Rekli so, a veste, ko se spomnite, ko so bili na trgu z unimi loparčki, ne? Ali nasprotujete gradnji novih cest pa širitvi avtocest? Nasprotujemo. Kaj je rezultat danes? Iz Mengša do Ljubljane se voziš uro pa pol, ne? Kolikor kdaj, ne, včasih. Štajerka jo zaprejo, zdaj ne vem, koliko časa bo pol zaprte, tam na Dolenki pol zaprte in tako naprej. Jaz nisem videl še, da bi, ko grem v Nemčijo ali pa kam, tu se dela dan in noč. Se dan ima 24 ur, imamo reflektore, zakaj se ne dela non-stop, zakaj se zapirajo ceste pred prvomajskimi prazniki. Ne vem, koliko je bilo zdaj na morje, koliko ur so se vozili, ne? Ampak mi to vse goltamo. In pol gledate ankete, 15%, 18% podpira to vlado. Mislim, Goloba, direkt. Vlada ima pozitivno oceno 32%, se pravi, 1/3, vsak tretji tukaj podpira Goloba. Hecam se, ne? Lahko gotovimo, kdo je to. Ampak še zmeri 1/3 ljudi to podpira. In to je grozljivo, ampak to je pranje možganov, zato je pač treba brati, širiti, razlagati, s tem, da tej tretjini se verjetno ne da razložiti nič, ne, to je izgubljen primer. Ali pa je v resnici sploh ni. Ja. Dobro, hvala lepa. Zdaj bi vaju pa jaz prosila, če boste skupaj pokomentirali nekaj povzetih oddaj, ki sem jih izloščila. Bi začel kar pri prvem poglavju, ki nas popelje v oddajo iz maja leta 2022 in razkriva vsa protislovja Tanje Fajon. Na eni strani zagovarja človekove pravice, na drugi strani pa se klanja komunističnemu diktatorju. S Hrvaško želi dobre odnose, blokirala pa bo njen vstop v Schengen. Ja. Zdaj, Tanjo Fajon smo že malo pozabili, se zato je fajn, ne boste verjeli, ona je še zmer zunanja ministrica, ne? Je niz. Ne samo to, da je takrat je ona komentirala odhod Janeza Janše v Kijev, ne, in ga označila za neko soliranje in tako naprej, ne. Tanja Fajon je prazna, brez vsebine, spomnimo se tistih posnetkov klanjanja Kidriču, ne. Glejte, zgodovina se ponavlja, ne, zdaj smo gledali Urško Klakočar Zupančič, ki se je klanjala Kidriču nedavno, ne. Prva slovenska vlada je bila v Ajdovščini baje, ne, ampak samo toliko ona pozna zgodovino. Ne. Vemo, da je prva slovenska vlada je vlada Lojzeta Peterleta. Pika, ni debate, ne. Seveda smo Slovenci bili v nekih drugih državnih tvorbah, ena od njih je bila socialistična Jugoslavija in tam smo imeli tudi status republike, se pravi pod neke pokrajine, tam to je bila res Kidričeva vlada, pa smo bili potem v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Jože, mogoče bolj veš, to je bilo ene dvomesečno obdobje po vojni, ne? 1918. Ja, ampak kratek čas, preden smo se priključili kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je postala bolj kraljevina Jugoslavija. Ampak po tej logiki je verjetno bil kak krajinski glavar ali pa ne vem, koliko štajerske, avstro-ogrske in tako naprej, ne. Ampak se to ni bistvo. Bistvo je to, da oni rečejo, to je resnica. In konec debate. Pol ti rečeš, ne, to ni resnica, ker je bila Pogačnikova vlada leta 2018, pa Peterletova, pa tako naprej. Ne bomo dovolili ponarejanja zgodovine. Ja, kaj ne boš dovolil ponarejanja, si jo že ponaredil, ne, mi jo zdaj popravljamo, dejstva, dokumenti, sej, če ste
brali od Jožeta Možine Slovenski razkol, ne, tam notri vse piše, kaj se je v resnici dogajalo. Pa še zmer gledamo, zdajle so bili teli prazniki, so hodili z rdečo zvezdo, pa se boksali v čelo, v sence, pa slavili neke narodne heroje, ki so bili narodni zločinci. Še zmer se to dogaja. Pa je dokumentirano, pa je dokazano in tako naprej. Tako da, če se vrne na Tanjo Fajon, ne, Tanja Fajon je tako grozna, da še za SD ni dobra, ne? Ja, sej je tako Boris je povedal, jaz sem še nekaj dodal. Zdaj, tole delovanje Tanje Fajon, pa ne samo Tanje Fajon, ampak bom rekel kar celotne te vlade, ne, je tipičen primer uporabe dvojnih meril. To so levičari, so mojstri temu, ne. Se pravi, kar velja za nas, ne velja za vas. In obratno. Kar je, recimo, kar se očita nekemu konzervativnemu ali pa opozicijskemu voditelju, da je nekaj narobe naredil, da je mogoče naredil prekršek ali pa kaznivo dejanje, ga takoj procesirajo. Za razliko od levičarjev, ki jih pa ne doleti čist nič. Poglejte, Jankoviću se izgubljajo sodni spisje, ne? Pa je. Oni pač živijo v vzporednem svetu. V nekem svojem svetu, kjer jim vse dovoljeno, kot je Boris rekel, ne, kjer je resnica postala laž in obratno. Zdaj, kaj ne rečem, namreč, gledajte, mi na desnici smo malo bolj, bom rekel, prizemljeni, malo bolj razumemo realnost. Mi verjamemo v tisto, kar vidimo. Na levici pa vidijo tisto, v kar verjamejo. Hvala lepa. V 12. poglavju je povzetek oddaje z januarja 2023 in nosi naslov Vzela je denar, ni pa vzela plakete. Govora je seveda o Svetlani Makarovič. In mislim, da tole glih fajn sovpada z današnjim časom. Ja, Svetlana Makarovič jo vsi poznate. Zdaj včasih smo se spomnili po nekih otroških pripovedkah, zdaj se to kaže kot pod nekim vprašanjem. Mislim, da je včeraj klicala gospa, ki je rekla, da je dala prevesti neko islandsko pravljico. In vprašanje, če ni prodala za svojo. Mislim, v studiu je poklicala in je rekla, da pozna, da je bila na Islandiji, je našla tam neko staro islandsko pravljico, je prosila eno gospoda, jo je prevedla, žal pa ne ve, za katero gre, da bi ugotovili, če je pač ona jo pol izdala. Senečenje, ne? Ampak ja, ker smo glih v času, pred referendumskem času, v nedeljo bomo vse to, veste, ne, odločali o referendumu o izjemnih pokojninah. Izjemno pokojnino ima Svetlana Makarovič. Gospa je, če je napisala tisto za otroke, kar je napisala ona, ne, tudi zdaj so neki namigi, da je to vzela od svojega pokojnega partnerja, ne, ampak pustimo. Okej. Te knjige so se blazno dobro prodajale. Jaz mislim, da je mogla od te knjige ona dobro zaslužiti. Se so bile prodane po moje v več 10.000 izvodih. To so brali vsi otroci, ne? Pa kasete, pa ne vem kaj avtorske pravice. To, kar je pa Svetlana Makarovič danes, pa po mojem je ne šele zdaj so jo naknadno dali, ampak bi mogli vse odvzeti. Ker je sovražna, polna gneva, to ni človek, ki bi ga dajal za zgled komurkoli. In mi ta moralni vidik enih nagrad, da recimo, ja, jaz pravim, so zagotovo nekateri ljudje, ki so tako veliko prispevali k ohranjanju slovenskega naroda ali pa nastanku te države, da si zaslužijo neko posebno mesto, pa tudi neko nagrado. Ampak to ne gre samo za minulo delo, ti moraš biti
nekdo, ki ga ljudje pogledajo in rečejo, to je pokončen človek, to je človek načel in tako naprej. Jebo vam pas mater, pač ni kultura. Ne? To ni kultura. To je primitivizem prve vrste. In zdaj imamo vse poznate primere, ne? Jaša Jenull v Plenicah skače po Ljubljani. A je to kultura? Izrezovanje slovenske zastave je kultura po novem. Dojenje psa, ribanje korenčka nekje tam, ne? Vtikanje odlitkov delati in mislim, groza. Jaz sem tako najhujši kmetavc na tem svetu. Ker jaz te kulture ne razumem in je nočem razumeti in jo zavračam, ker to ni kultura. Glejte, imamo mi, v naši založbi smo izdali knjigo od Alejandra Penja iz Kluze, Kulturni marksizem in klasična umetnost. Kaj je umetnost? Zato to se ve, zato to ni nekaj abstraktnega, ali je neka slika dobra ali je slaba, ali je neka predstava dobra ali je slaba, ali je neka pesem dobra. Zato obstajajo merila, saj so ljudje to študirajo in znajo. Če mi more pa nekdo razlagati sliko, ne, pa mi povedati, da je to vrhunska, pa ni, ne, in neka predstava gledališka, kakšno vrednost ima za slovenski narod, če noben noče gledati? Če nihče ni pripravljen dati 10 evrov za vstopnico. Slika, ki je nihče noče kupiti, kakšen prispevek ima k slovenski kulturi? Pa razne, zdaj to so, kako se tem reče, performansi, ne? Halo? Mislim, jaz sem tukaj totalen primitivc, kar se tega tiče, to je za mene mim, pa še tako, jaz pravim, ljudje ne delajo, kar hočejo, za svoj denar. To je ključno. Naj dela, zaradi mene se lahko v flash mašino sam sebe da, pa se spusti na odru, če hoče, ampak za svoj denar, zakaj bi jo mogli mi to plačevati? 2000 ljudem plačujemo prispevke, dajatve, da se ukvarjajo s kulturo. In to je zdaj, recimo, zadnji primer je bil, Asta Vrečko je rekla, sej ti umetniki plačujejo v pokojninski sklad. Ja, eni ja, večini pa mi plačujemo v pokojninski sklad. Sej so jih včasih. Ja, odvisen si toliko, koliko ti bo vlada dala ta status, a ne? Ja. Ampak no, zdaj, ta referendum je večplasten, ne gre zgolj za te izjemne pokojnine, ampak gre za prvorazrednost pa drugorazrednost. To je simbol, gre za vse nivoje in mi imamo družbo prvorazrednih in drugorazrednih. Prvorazredni levičari, novinari lahko delajo, kar hočejo. Drugorazredni so obsojeni, ne? Ali pa preganjani na drugačne načine. Prvorazredni lahko delajo, kar hočejo, drugorazredne preiskuje policija. Prvorazredni upokojenci imajo 3 ure penzije, drugorazredni pa 750, ne? In tako naprej. In pomembno sporočilo je, ki ga moramo dati zdaj v nedeljo in to povedati čim bolj na široko, ne? Dovolj je bilo. Ne? Zdaj bom zlajnano rekel, a smo se za to borili? A smo tako Slovenijo hoteli leta 89, 90, 91? Zagotovo ne. Jože, izvoli. Če ne bom, do jutri. Ne, se je kratek. Ja, zdaj ta referendum v nedeljo, to ne bo samo referendum o teh izrednih pokojninah, kjer moramo glasovati seveda proti, ampak je tudi, jaz razumem to tudi kot nekakšno vprašanje Golobu, ali še uživa zaupanje ljudi. Jaz upam, da bo rezultat ugoden. Če bo dosežen kvorum in če bo večina proti, je to nezaupnica za Golobovo vlado. Kar celotno, ne samo za Asto Vrečko, ki je pač ta zakon o izrednih pokojninah sproducirala.
Zdaj, moje mnenje je tako, ne. Kot prvo, Slovenija ima še vedno socialističen pokojninski sistem. Mi smo to začeli že dolgo nazaj in zdaj jaz niti ne vem, kako bi ga reformirali. Moje mnenje je, da bi pač te mladi, ki stopajo zdajle v delovno razmerje, morali začeti sami varčevati. Te, ki pa že uživajo po spizu pokojnino, ne, pa jim pa nekako država pomagati, ali pa kot je enkrat Boris že rekel, ne, državno premoženje prenesti na spis in se s tem pač, dokler ne pridemo do tega, da se bodo vsi ljudje, predvsem zdajle mladi, sami vplačevali pokojnine v razne sklade, pokojninske, predvsem zasebne. To je znano po celem svetu in deluje. In ti tudi, če hočeš ta denar iz tega sklada vzeti, oni izplačajo. To je tudi na nek način nek varčevalni račun, bi človek rekel. Ko greš ti v pokoj, lahko dobiš ves denar ven. In če si nekdo, ki zdajle se vplačuje, pa ima recimo povprečno plačo, bo čez 40 let lahko dobil, ne vem, koliko zdajle, koliko 300 ali 400 tisoč evrov bi dobil ven. To je pa že kar čedna vsota. To je eno. Zdaj, drugo pa, moje mnenje je, da si prav nihče ne zasluži nikakršne izredne privilegirane pokojnine. Jaz ne vem, zakaj je nekdo, kot je Svetlana Makarovič, več vredna kot nekdo, ki dela v gostinstvu, kot nekdo, ki dela na bencinskem servisu, kot nekdo, ki sestavlja avtomobile, kot nek inženir, ne vem na kateri fakulteti, kot nek inženir pri Akrapoviču ali inženir pri Boscarolu, ki dela letala. Jaz ne vidim razloga, da bi kdorkoli si zaslužil tako privilegirano pokojnino in ne govorimo o majhnih vsotah. Človek, ki je, kot je Boris rekel, človek, ki cel življenje napiše knjigo, ki je sploh ne proda, za katero dobi subvencijo. A veste, jaz sem enkrat Borisu predlagal, na naše knjige bi mogli napisati, ta knjiga je davkoplačevalcu prijazna, kar pomeni, da mi za to knjigo nismo dobili nobene subvencije. Čim pa je neka knjiga subvencionirana, to pomeni, da ti to knjigo dvakrat plačaš. Ne enkrat, dvakrat. Tisto knjigo že plačal prek davkov. Ravno zaradi tega sem jaz proti kakršenkoli privilegiranim pokojninam in sicer, kakor sem slišal, da če bo ta zakon uspel, bo potem tudi vložen, mislim, da je Hojkdo, kdo je rekel, Černač? Je že vložen, ki bo razveljavila tudi ti zakon iz leta 1974. Hvala lepa. Ampak, če bi se še majčkeno zadržali pri 12. poglavju. Tukaj je ravno zdaj, ko smo govorili o pokojninah pa o starejših, Urška Klakočar Zupančič je takrat tudi zelo promovirala evtanazijo. To je bilo takrat, predno smo začeli govoriti oziroma se je začeli govoriti o referendumu. Pa Golobova vlada je takrat predlagala oziroma želela uveljavljati vegansko, vegetarijansko prehrano v šole, v vrtce, v ustanove, mislim, groza. Ja, dobro, če grem najprej na tole veganstvo in tako naprej, Zdaj, če nekdo noče jesti mesa, mu ni treba. Če hoče jesti sam surovo hrano, naj jo je. Če hoče jesti sam deževnike, naj jih je. Briga me. Res, vsak naj je, kar mu paše, pa kar si lahko privošči. To je bolj drug problem, kaj si lahko privošči. Ampak ne mi iz tega delati ideologije. Si vegetarijanc, v redu, si. Jaz sem vse jed, evo, pa kaj. To je isto kot LGBT. Kakšna ideologija? Če se malo, mene čisto nič ne zanima, kako ljudje doma doživljajo orgazme. To ne bo v njihovih spalnicah, zakaj hodijo po cesti, pa vsem razlagajo, kako to delajo. Mene to ne zanima, deli kar češ,
dokler je soglasno med ljudmi, pa da so polnoletni, a ne? Zdaj, ker tudi to gre zdaj vse narobe, a ne? Pravijo, starost je, to pedofili pravijo, ne, je socialna kategorija, ne? Ljubezen ne pozna starosti, ne? Pa posili 5-letnika, ne? In zdaj mi je, bom povedal primer, ena znanka mi je rekla, je bila pri zdravniku, ona zelo zdravo živi, sam zelenjavo pa to. Veste, kaj je zdravnik rekel? Gospa, dajte malo mesa jesti, pa malo svinjske masti, ker imate previsok, on ta slab holesterol, morate še unga ta drugega dvigati, a ne? In to se dogaja z našimi levičarji. Nekaj, kar je, lejte, kot svobodna bitja, lahko počnemo, kar hočemo, če s tem ne škodujemo nekomu drugemu. Ampak zdaj, to ni škodovanje to, da jaz čudno gledam Jožeta, ne, mislim, ker imamo v Kupolovni pravi na pasivno, kakšna pasivna agresivnost, ne. Vsak je svobodno bitje, naj je, kar hoče, to ni, ampak oni iz vsega naredijo ideologijo. Ideologijo spola, ideologijo seksa, ideologijo prehranjevanja in tako naprej. Ne, hvala. Ne bote, to, mislim, ne vem, če je bilo v tej oddaji, ampak Golob je tam nagovoril na Bledu, na forumu, je rekel, jaz sem sebe pozdravil, da sem bil vegetarijanc in je catering bil vse samo vegetarijanska hrana. Tam pa Srbi, pa Bosanci, pa Hrvati, pa Črnogorci. Mislim, so rekla, kje so čevapi, ne? Predaleč grejo, ne? Ampak zakaj? Spet sem vrnil tisto, kar sem prej govoril. Ljudje treba zmešati, jim je treba uničiti moralne vrednote, kaj je prav, kaj je narobe in potem ga lahko manipuliraš. Ne? In zdaj, če so evtanazija, ne? Mi imamo, evtanazija je po naši ustavi prepovedana. Človeško življenje je nedotakljivo. Tako piše v naši ustavi. Nihče nima pravice odvzeti življenja. O tem se sploh ne bi smeli pogovarjati. Pod krinko, kaj pa tisti, ki so neozdravljivo bolni in kako jim pomagati. Dragi moji, poštimite dolgotrajno oskrbo. Saj ljudje nočejo umreti, ljudje nočejo trpeti. Če človek zelo trpi, normalno, da reče, raj bi umrl. Logična reakcija, če te nekaj neskončno boli, če si ves v dekubitusih, če ne vem kaj, rečeš, kar ubite me. Ampak zakaj? Zato, ker nimamo paliativne oskrbe, ker nimamo dolgotrajne oskrbe urejene. Če bi imeli to urejeno, nobene evtanazije, sam teli imajo preprosto logiko, malo drugačno, ki je cenejša, ne, da več za njih ostane. Sesuje zdravstveni sistem najprej, da so ljudje pač hudo bolni, uničiš dolgotrajno oskrbo in uvedeš evtanazijo. Zakaj? In po vašem stanovanju. Ja, že to, ampak zakaj? Zato, da ne bo bremenil pokojninskega sistema pa zdravstvenega, ne? Pet raj umreta, ne? Ta zgodba za evtanazijo je toliko bolj nevarna, ker predvsem starejši ljudje na podeželju imajo eno tako sram ali pa tako, nočejo biti v breme svojim otrokom. Ne? Sam, da ne bom kirmo na poto. Ne? In to hitro zlorabljeno, ne? Ja, v redu, pa kar dajte me rajme ubite. Ne? To je zelo eno tako področje, jaz bom tako rekel, človeštvo ali pa civilizacije v preteklosti so zmer propadle, ko so se začele igrati Boga. In mi smo danes v enem dekadentnem času, kjer določeni očitno mislijo, da so Bog Božji in ali samo od njega poslani, ali pa celo mogoče predsednik vlade malo višji od njega. Ne? Tako, Robert Golob, pa dolg nič, pa pol mogoče Bog. Ne? Ampak to, zaradi tega so civilizacije propadale, zaradi tega so se razpadali največji sistemi od rimskega cesarstva naprej. In to, da bo kdo bo odločil, kdo bo odločil, a bomo enega človeka ubili ali ne? Zastrupili. Ne vem.
Moja mama je rekla, da je tudi za to. Sem rekel, evo ti pištola, kar pot se zdaj le tako. Je rekla, nisem tako mislila. Ja, kdaj pa? Kdaj si pa mislila, da je to primeren trenutek, a ne? Ja. Vse, koliko Boris še zapovedal, jaz bom samo to dodal, da se tale eutanazija, ki se nanaša na sveto življenja, da se za to promocijo, ki tudi ni samo slovenska posebnost, skriva nekaj še bolj zlohotnejšega. Namreč, če potegnemo sporednice, bom rekel, iz 30 let prejšnjega stoletja v Nemčiji, ko so začeli tako imenovani projekt T2. To je bila eutanazija. Takrat so pač, ko bi rekel, da dostojanstveno umre, so pač dobesedno ubili neozdravljivo bolne. Pa so rekli, gremo še malo naprej, čez 1-2 let so začeli že moriti ljudi brez njihovega privoljenja, ki so imeli psihične težave, duševno bolne. Kaj pa je sledilo, pa vsi vemo. A veste, eutanazija je, kolikor je zdaj koncipirana, lahko namenjena, kolikor se bo grozno slišali, fizičnemu obračunu z ideološkimi in političnimi nasprotniki. Predstavljajte, da imate vi levo vlado, da se tudi zdravniki ne bodo več temu upirali. Kot bi rekel Boris, mogoče so spet zgodili, vzela ga magla, smo ga eutanazirali, ker ni pravih političnih stališč. Mogoče se to komu zdi znanstvena fantastika danes, ampak marsikaj, kar je bilo včeraj znanstvena fantastika, je danes realnost. No, tukaj moram še eno stvar dodati, o kateri se skoraj nič javno ne govori. Zakaj mislite, da je tako velik problem v tej državi, kdo bo direktor psihiatrične klinike v Ljubljani? Ne samo denar. Vas proglasijo za neprištevnega. Nevaren, tebi in drugi. Nič ne morete. Nič. Zdravniki podpišejo, da ste za zaprt oddelek, sodišče vam odvzame opravilno sposobnost in pooblasti CSD ali pa nekoga. Glejte, to je zelo nevarno področje. V Državnem zboru mislim, da je v obravnavi zakon o psihičnem zdravju in tako naprej, ne? Pa ga noben kaj resno ne jemlje. Področje, kjer so možne, pa tudi ogromno primerov je, kjer so se zgodile velike zlorabe. Tako da, ne, jaz sem tudi gledal tam, zdaj kaj z unim Zalarjem, tam, bo on direktor, zakaj je to tako pomembno? En razlog je to, ker so možne hude zlorabe, pa verjeten, da ima kaka zelo znana plesavka, ne, v rdečih čeveljcih, tam tako debel dosje, pa se bojijo, da to javno spršli, ne. Hvala lepa. 15. poglavje je povzetek oddaje z novembra 2023. Zame osebno je ta del zelo zabaven, čeprav je v resnici zelo žalosten. Govori pa o kapici iz aluminijaste folije proti kozmičnemu dežju. Zgodila se je zmeda pri glasovanju na seji Državnega zbora, ura je bila pozna, sem se jim mudil domov, poslanci so izvlekli svoje kartice, pa je prišlo do teorije kozmičnega dežja. Ja, dobro, to je ona legendarna, ne, kozmični dež je pokvaril glasovanje, to se je enkrat že nekje zgodilo in tako naprej. Ampak, kaj se je v resnici zgodilo? Poslanci Svobode, ki morajo biti pridni, ki imajo tam svoje biriče, ki jih nadzirajo, so vsi malo špekulirali. Šlo je za amandma, mislim, da k proračunu ali nekaj takega, s katerim so se oni načelno strinjali in je vsak izmed njih malo špekuliral, ne, bom glasoval, ne bom, malo bom potegnil kartico ven, malo ne, tako da ne bom jaz kriv in pol jih je bilo preveč
tistih, ki so kartice ven potegnali in je opozicija zglasovala, ne, pa panika, ne. Pa je bil pa kozmični dež, pa ne vem, Microsoft je bil kriv, pa kabli so bili krivi, pa vse je bilo krivo. Pa Janša, Janša je tak zmeri kriv, to ni treba posebej izpostavljati, ne. In oni so resno debatirali o tem, prekinili sejo. Glasovanje se ne more ponoviti, pika. So ga ponovili raziskave, forenziki, ne vem kaj še vseeno in takrat sem jim jaz predlagal, da smo naredili res ene prototip izdelke aluminijastih zaščitnih čelad, ki pač ščitijo pred kozmičnim dežjem. Mislim, da je bila cena nekaj... 300 evrov je bila cena, pa smo dali popust, tako da so v vrsti stali poslanci Svobode in to kupovali. Jaz ne bom tle. Ne. Dobro. 12. poglavje je povzetek oddaje z maja 2024 in nosi naslov Groza, komu smo mi prepustili oblast. Govori, da je predsednik vlade več na dopustu kot v službi, Fajonova nam dela sramota v tujini, gospodarska kriza trka na vrata, gospodarstvo se ohlaja, na referendumu pa se bomo odločali o tem, ali se bomo zakajali in ali zdravili ali zastrupljali bolne ljudi. Ja, zdaj, ta naslov bi praktično bil lahko vsak teden, ne? Ja. Tako, groza, kaj smo izvolili, ne? To je tako, se ponavlja in zdaj dopusti so spet aktualni, ne? Jaz sem že rekel, mene to, da je tam šel Golob k enemu na vikend, niti ne moti toliko, bolj me moti to, da je bil tam od torka do nedelje, ne? Kjerkoli je že bil. Predsednik vlade gre v tork na morje, pa do nedelje ga ni. Pa gre na pogreb papeža, pa se odpelje v Palmo di Majorko in ga spet ni cel teden. Zdaj, pri Golobu je težko vedeti, da je to dobro ali slabo, žal, ne? Zakaj? Ker če ga ni, ne dela neumnosti, ne dela škode. Tako da na neki način je to dobro. V resnici pa z vidika vodenja države, glejte, kaj Janez Janša na oblasti se dela. Ministri ne hodijo domov ob 3, pa prihajajo v službo ob 10, ni šans. Se dela in riba zmeri smrdi pri glavi. Če ni predsednika vlade, ni ministrov, če ni ministrov, ni sekretarjev, če ni sekretarjev, noben ne dela. In to se danes vidi v javni upravi. Vse je problem, vse traja. Nič se ne da narediti. Ja. Te imajo predlansko od zmeri. In zgledi so pomembni. Šef, delaven šef, je rekel, mislim, da je Simič pri meni rekel v tej maratonski oddaji, Janez Janša na seji vlade, na kateri imajo 20 točk, pozna material, vse, kar not piše. Ko mu minister začne blefirati, reče, ne, tamle si napisal to pa to. Mi imamo pa predsednika vlade, ki skliče vlado ob 10, 15, 60 se že pele na morje. Ja, smešen, ampak seveda on takrat, ko je na morju, dela druge neumnosti in ne uničuje države. Ampak mi v časih, ki zdaj prihajajo, glejte, vojna se širi, se ne vem, če sledite, Jemen, Pakistan in tako naprej, ne? Gre, to je, nič več ni, mir bo večen, konec je, vemo, da Putinu že preskakuje že nekaj časa. Hitler je tudi rekel, sam Poljsko mi dejte, pa bom nehal. Tako Putin prav, samo Ukrajino mi dejte, pa bom nehal. Pa so rekli takrat, je v redu, no pa Poljsko, te Poljaki so sam problem imeli, ne. Pa so se s Stalinom sta se zmenila, da bo vsak pol imel, ne, Poljske. No pa se pol ni ustavil na Poljski, se veste, kako je šlo. In mi imamo zaradi vse te situacije, ki je
so razmere zelo občutljive. Tudi v naši bližini, na Balkanu, ne, v Bosni. Ni več šala, veste, ko tam se začnejo en kanton proti drugemu, oni bodo Dodika aretirali, tega ne bojo, policaji ene države proti drugi in tako naprej, glejte, ni heca. A mi hočemo biti v časih, ki so izredno nepredvidljivi in izredno nevarni za človekom, ki razmišlja samo o tem, kako bo šel namočiti neki, mislim, sebe v morje, ne? Ne, hočemo imeti resnega človeka, ki obvlada, ki je zagnan, ki dela in tako naprej. In lahko vam to povem, evo, mi smo delali eno javnomnenjsko raziskavo in smo vprašali, kateri politik se vam zdi najbolj primeren, da bi vodil Slovenijo. Je odgovor Janez Janša najbolj pogost. Ampak recimo, zdaj iz glave govorim številke, recimo nekih 25% ljudi to reče. Ko pa postavimo dodatno vprašanje, katerega politika pa želite imeti za predsednika vlade v primeru vojne ali hude krize, pa polovica reče Janez Janša. Tudi unika voljo levo. To tudi, če se pogovarjate, če boste takole tudi s tistimi, ki imajo bolj leva stališča, bojo rekli, ja, sam če je pa kriza, je pa le fajn, da je Janša, ne? Ker teli naši gumbci nič naredijo, ne? In taki časi prihajajo. Tako da tale dopustovanja, pa Afam Gunc, glejte, to, ko so kašče polne, kar jih je Janševa vlada zapustila, ko je gospodarstvo relativno stabilno, glejte, se lahko te afne guncejo, ko pa pride kriza, kje so? Puf, zginejo. Ne? Pride finančna kriza, puf, jih ni, je Janša gor. Pride COVID, zginejo, je Janša gor. Zdaj pa prihajajo teli vojni časi, bo Janša gor. Jaz upam, da tokrat s tako večino, da se nikoli več ne vrnejo. Zdaj, vojni časi seveda škodujejo gospodarstvo, ne? Ampak ne samo vojni. Zdaj, slovensko gospodarstvo se resnično ohlaja. Zdaj, ne vemo, kaj bo z Nemčijo. V Nemčiji je močna avtomobilska industrija, Nemčija veliko izvaža. Slovenija je vezana na to avtomobilsko industrijo prek Nemčije. Če se bo tam zalomilo, bo šlo tudi Sloveniji zelo slabo. Še slabše pa bo šlo z preprostega razloga, ker ta vlada je nagnjena k zapravljanju. Letošnji proračun, odhodki so naštelani na 17,1 milijarde, kar je, mislim, da 27% bruto domačega proizvoda slovenskega. Samo proračun. In ta proračun je naravnan tako, da so praktično sami fiksni stroški. Sami veste, da so se zdaj s sindikati javnega sektorja pogodili, da se bo v naslednjih 4 letih 1,4 milijarde šlo za plače. Veste, jaz pravim takole, sej rabimo tudi javni sektor, ampak ne tako obširen, kot ga imamo. Trenutno je v tem javnem sektorju, kot ga razume, kot ga opredeljuje zakon, 190 tisoč zaposlenih, če pa k temu dodamo še uslužbence v državni upravi, pa pridemo na 240 tisoč zaposlenih v širšem javnem sektorju, kar pomeni 1/4. Se pravi, vsak 4. zaposleni v Sloveniji je zaposlen v javnem sektorju. Zdaj z javnim sektorjem pa tako, nekaj se morate zavedati. Kako uslužbenci javnega sektorja dobivajo plačo? Plačo dobivajo tako, da plačajo davki ljudje v zasebnem sektorju. Kakor se to komu bo grozno slišali, mogoče kdo izmed vas zaposlen v javnem sektorju, ampak dejstva so taka. Čim manj ljudi ustvarja v zasebnem sektorju, tem slabše bo šlo v državi. In tega se jaz bojim. Ta vlada je pa še posebej nagnjena k zapravljanju. Mislim, da sem prebral podatek nekje, da je ta vlada, odkar je nastopila, zaposlila 6 novih ljudi vsak dan, kar je na oblasti. 6 na dan od leta 2022 naprej, vključujoč vikende in praznike.
Ja, pa še nekaj je, ne, ta vlada se tudi grozno nespoštljivo, če tako zelo lepo rečemo, obnaša do zdravnikov, do zdravstvenega sektorja, do policistov. Pravzaprav ga ni sektorja ali pa poklica, ki ga ne bi dajala, kako bi rekel, zaničvar. To je grozno. Ja, vse sem mislil, da boš rekla tako, ta vlada se obnaša zelo nespoštljivo, pika. Do vseh, do državljanov, do upokojencev, do delavcev, do vseh. Predsednik vlade je narcisoidni sociopat. Jaz nisem... Jaz nisem iz tega foha, nisem psiholog, nisem psihiater, ampak znam pa opazovati. In ko sem jaz to enkrat v oddaji, ne vem, kjer je izjavil, je potem na enem našem srečanju, mimogrede ne pozabiti, 31. maja se dobimo v Vinici, prišla do mene gospa iz stroke, zdaj ne je bila psihologinja, psihiatrinja, je rekla, vzemite knjigo Osnove psihologije ali psihiatrije, ja, tamle vam bo pisali, to, kar ste vi rekel, pa preberite, kaj je narcisoidni sociopat, boste prebrali in boste videli, to je Robert Golob. On, pa nihče drug, narcis totalen, brez občutka za druge ljudi. Ja, on je posnel, s kamero je posnel odkritje kamere, ne. Tako da je to problem. Predsednik vlade mora biti empatičen, mora čutiti narod, ljudi, kako živijo. Ne sme živeti v sporednem svetu. Zdaj sem prebral, evo, to niti še nisem delal, da je včeraj Robert Golob postavil temeljni kamen za data center, za računalniški center. Mislim, to je meni tako butast, beton je zlivu, a gradimo super računalnik, najprej pa gre, mislim, a ob tem, da tako veste, da to smo že imeli, pa da to je že v razvoju, pa da smo v Združenih narodih obljubili, da bomo kar napovedovali poplave in tako naprej. Ampak, ko imaš takega človeka na oblasti, se začne dogajati kaj? Kopirati ga začnejo. Zdaj, če poslušate Arčona, Sajovca, Avšičevo, vse isto. Pa jaz verjamem, da niso bili vsi isti prej. Enostavno živijo v nekem svojem svetu, kjer se denar začne šteti pri 2 milijonih, pod 2 milijona je drobiž. Glejte, človek, ki je dobil kot direktor državne monopolistične firme letno 2 milijona nagrade, koliko je una, sita vrana ne verjame lačni, ne? On je človek težek 10, 20, 30, 50 milijonov, vse ne vemo, vse ne dovolijo, da bi pogledali. Kako bo on razumel enega upokojenca za 750 evri pokojnine? On je še par mesecev nazaj govoril kaj? Ne bo božičnice, ker je ne rabite. Potem so se pa začele volitve bližati, je rekel, zdaj bomo pa naredili to, da boste dobili to, 150 evrov, ko vam bojo jih mimogrede vzeli. In kje imamo mi, Slovenci, problem? Da uspejo vsakič znova nas naplahtati. Verjamem, da ne vas, ki ste tukaj, ampak večinsko pa naplahtajo ljudi. Lahko gremo nazaj gledati, kam moramo iti nazaj, tam do Jankoviča. Pa Jankovič, pa Bratuškova, pa Cerar, pa Šarec, pa Golob, pa spet prihaja Prebilič. In jaz se spomnim, pred časom smo delali eno anketo, pa smo enega levičarja vprašali, kjer ga bo volil, pa je rekel,
sej nimam kjer ga voliti, ampak do zdaj sem zmer levičarje, pa zmer so me razočarali, ampak jih bom še kar naprej. Kaj lahko naredimo, ne vem, treba je ustrajati, razlagati, povedati ljudem, lejte, ne smemo si dovoliti še enega Goloba. To je pa tako. Zdaj pa konc. Še en mandat bo škoda nepopravljiva. Že tako bo težko popravljati. Še en mandat, jaz mislim, da smo zaključili. Tam gremo postop, zelo hiter v Venezuelo. Ne, si on meni komentiral. Dobro. Zadnje 26. poglavje je povzetek oddaje z letošnjega marca in govori o gradnji stanovanj. Boris ministru Maljevcu predlaga, da naj se v vladi dogovorijo, da bodo vsi isto lagali. Da nimajo pripravljenih 2000 projektov, hvalijo se namreč s projekti, ki so bili zaslovani in finančno podprti že strani prejšnje vlade. Ja, evo se tukaj pa se Jože globoko strinja z mano. Dajte mi povedati, zakaj za vraga mora država graditi stanovanja? To. Zakaj? A kdo v tej dvorani ali pa v Sloveniji verjame, da bomo imeli več in cenejša stanovanja, če jih bo gradil Maljevac? Pa človek Lego hiške iz Lego kock ne zna zgraditi, a on bo stanovanja gradil. Ali se spomnite meseca tam na začetku, lopate že imamo zasajene. Koliko stanovanj so zgradili v 3 letih? Nič. Odpirajo tiste, ki jih je Janševa vlada, celo nekatere, ki jih je Šarceva. In problem stanovanjskega trga ni problem pomankanja državnih stanovanj, ampak problem naše prostorske politike blesave. Ne rabite nobenega državnega denarja, nobene milijarde za stanovanja. Veste, kaj je treba narediti? Sprostiti je treba gradnjo. Poenostaviti postopke, pa zemlji dovoli, da se na zemlji gradi. Slovenija je 4. najbolj gozdna dežela v Evropi. Kar pomeni, da če bomo mi neki 100 hektarov zemlje namenili za gradnjo, ne bomo povzročili nobene škode naravi. Rešili bomo pa problem, ker če bo dovolj zemljišč, ki bodo zazidljiva, če bodo postopki tako, da prideš v nekem normalnem času za normalen denar do gradnega dovoljenja, boste videli, da bo dovolj stanovanj. In poceni bojo. Mislim, v Sloveniji nikoli več ne bojo poceni, ampak bojo ceneji, kot so zdaj. Ampak v Ljubljani pa nikoli ne bojo poceni. Nikoli več, konc. Stanovanja niso poceni. Na Dunaju, v Londonu, v New Yorku niso poceni. V prestolnicah so zmer draga stanovanja. A moraš živeti v Ljubljani? Ja, zelo pri tej prometni politiki, pa smo spet tam, a ne? Slovenija ima javni transport katastrofa, cestni je pred kolapsom, ko pride zdajle poletje, prihaja, veste, kaj bo? Dol do morja, Štajerka in tako naprej. In zakaj smo v tej situaciji? Grem kar po vrsti naštevati. Kaj je v življenju naredil Simon Maljevac? S čem se lahko pohvali, razen z neko... Ja, pa da je neko knjigo izdal o nekih čudnih spolnih praksah. Kaj je naredila Asta Vrečko? Kaj je naredila Tanja Fajon? Lahko grem po vrsti, sej ne morem vseh našteti, ki jih ne poznam. Tiste, ki poznam, delajo neumnosti, tiste, ki jih pa ne poznam, pa nič ne delajo, ne? To so ljudje brez izkušenj, brez znanja in tako naprej. Glejte, to sem jaz večkrat že rekel. Pri nas je predsednik vlade, pa minister lahko vsak. Rabiš kaj znati, rabiš kaj vedeti, ni treba. To je lahko vsak. Pa direktor je tudi lahko vsaka, ne? Ampak, recimo, ko gremo pa zdravniku, pa le ne od njega pričakujemo, da nekaj zna, ne? Ne bi se dal odpreti enemu, ki je včeraj prišel, pa rekel, sem žabo seciral v osnovni šoli, bom tudi tebe, ne? In politika je tudi obrt, zahteva neko znanje.
tudi na mednarodnem parketu. Glejte, spomnite se posnetkov. Janez Janša je šel v Bruselj, ko je on govoril, tako je bilo mikrofoni, so bili vsi. Zdaj gre Robert Golob, je spet toliko mikrofonov. Slovenija 1, Slovenija 2, Slovenija 3, Radio 1, Radio 2, Radio 3, Pop kanal, A kanal, ne? Pa je 10 mikrofonov iz Slovenije, pa enega tujega ni. In ne more funkcionirati. Ne znajo, ker je edini politični program zadnjih 15-20 let slovenske levice, samo da ni Janez Janša, je posledica negativna selekcija in na vrh so pripravili najbolj nesposobni, kot so. Nočem reči najbolj, ker sem se že velikrat ujel, da so me dokazali, da se da še slabše. Ne? In danes, ko gledamo, je bil Šarec velemojster. Bom jaz kratko tole komentiral, da bolj najbolj še za kakšno vprašanje časa, ne. Zdaj takole, Maljevci tipičen primer tistega, ne, kar sem prej govoril, ne, da oni vidijo tisto, v kar verjamejo, ne. On vidi v, ne vem, svoji psihozi 1000-5000 stanovanj in pol misli, da jih bo res naredil. Koliko so oni rekli, da bodo zgradili v 10 letih? 30 000. Veš, kaj je 30 000 stanovanj? To je nemogoče jih je narediti, še posebej v Sloveniji, mogoče bi Kitajci naredili, mogoče na Kitajskem, ne. Zdaj, to je eno. Drugo, se globoko strinjam tisto, kar je Boris rekel. Država nima kaj graditi stanovanja. Nima kaj graditi stanovanja. To je pa tretje, kar sem hotel reči, za koga gradi recimo Janković stanovanje v Ljubljani. Dajte malo pogledati seznam priimkov, pa boste videli, kdo bo dobil ta občinska, manj profitna oziroma neprofitna stanovanja. Dajte razbremeniti delo davkov. Danes je delo obdavčeno recimo polovico, nekaj manj kot polovica. Veste, kaj je to veliko? Pa koliko vam potem tisto, kar neto dobite, ostane? Greste v trgovino, spet plačate davek. Greste na bencinsko črpalko, plačate razno trošarino, razne eko-norosti in plačate spet davek. Pa pogledate položnico na elektriko, za elektriko. Koliko plačate tistega, kar dejansko porabite elektrike? Mislim, da 1/3. Vse ostalo so razni, ne vem kaj, paradavki, dajatve, ne vem kjeri agenciji. Enako je z vodo. Zakaj mislite, da je hrana v trgovini draga? Ni zaradi marž trgovcev, ki bi bili pohlepni. A veste, njihovi dobički se merijo do 5%. Ni, ampak ker so obremenjeni z davki. Obremenjenje z davki je proizvajalec, obremenjenje z raznimi taksami prevoznik, ki vozi, pa imamo tako ceno, kakršno imamo. Ja, na Hrvaškem je bencin cenejši za čez pavc 15 centov. Plača, se pravi delavec, delodajalca stane v Sloveniji za isto plačo, na Hrvaškem dobi 100 evrov več. In se mi sprašujemo, zakaj nas Hrvaška dohiteva in že prehiteva. Poljska, Češka, Madžarska, Hrvaška. Se spomnite, kako smo gledali na njih 20-30 let nazaj, reveži, ne? Bogi so prodajali kamp opremo, da so se lahko domov vrnili, ne? Danes imajo višje neto plače. Italija, veste, Slovenija ima, in to se hvali naša vlada, povprečna plača, bruto plača v Sloveniji je višja kot v Italiji. Pa je Italija gospodarska velesila. A ni to super? Kaj pa na drugi strani? Neto plača, se pravi tisto, kar delavec dobi v Italiji, pa dobi več kot Slovenci.
Kaj to pomeni? Da imamo neskončno požrešno vlado, zdaj bomo kupili Falcona, milijardo za stanovanja, ki jih bomo dali ne vem komu, ali pa vem, in samo trošiti. In te znajo sam razmišljati. Bomo imeli dolgotrajno oskrbo, ja, davek. Bomo ukinili dopolnilno zavarovanje, pa bomo naredili obveznega. Televizija, oni ne vejo, kaj bi sami sabo, 2200 ljudi na televiziji, ja, dvignemo prispevek. Kaj vse so vam še nabili? Sem kaj pozabil, skozi neki jemljejo, ne? In potem poslušate predsednika vlade, ki reče, če hočemo razbremeniti plače, moramo en drug davek uvesti. A to je logika. Kaj pa, če bi manj zapravil? Zdaj bom dal na hiter prispodobo, recimo v družini se zgodi, da se plača zniža ali pa so prihodki nižji. Kaj se reče? Ja, lej, v redu, pa bomo šli sam za en teden na morje, ne bomo šli za 14 dni. Ali pa ne bomo si nekaj tega prvočili. Se pač racionalizira poslovanje. Naša država je pa kot bi bili skozi na Maldivih, pa še hočejo še več. In to nima konca. Levičarji ne poznajo uravnoteženih javnih financ. Poznajo samo, dajte nam še več. Zakaj hočejo, da jim date? Dva razloga sta. Prvič, ker ste vi butasti, pa ne veste, zakaj je vas za dober, oni pa vejo, kaj je za vas dober. Drugič, pa ker vas tako držijo v šahu. Ljudje morajo biti odvisni od tega, da nekdo plača subvencijo za vrtec, morajo biti odvisni od socialnih transferjev in tako naprej. In če so odvisni, potem so pa pridni. In če imamo moralno razvrednotene ljudi, odvisne od sociale, imaš oblast zagotovljeno za zmeraj. Tako, hvala lepa. S tem smo tudi z našo predstavitvijo knjige prišli do konca. Hvala vam za to izjemno zanimiv in poučen pogovor. Sedaj pa ste na vrsti vi, draga publika, da postavite vprašanje našima gostoma. Evo kar. Hvala, da ste prišli, res super. Tudi pa tukaj vam rad povedal en moj pogled na prejšnje delo gospoda Goloba, preden je postal predsednik vlade. Zanimivo je, da tega še ni pogledali. On je bil dolgoletni predsednik uprave, direktor, pravzaprav Boki Batina, če temu reče, v Geniji, ki je bil najprvo polprivaten, potem pa država. Noben nima pogleda v poslovanje tega GEN-I-ja tudi v času, ko je država, kar je nenavadno. Tudi država nima pogleda v to. Ampak manjčkaj budemo pogledati. Jaz lahko rečem, za zadnjih 30 let, kada sem se kupojil delo v elektrosistemu, delil sem v ABB-ju in v Siemens in prodajal te energetske sisteme, pa stroje, velikih sistemov, kot so ELES, elektrodistribucija, elektrave, tako da več zadevo poznam. Pa kolege imam, da to malo poznajo. Če sam malo pogledamo, on je kupoval elektriko iz nuklearke, po ceni tam približno 30-35 evrov na megavatno uro, in jo prodajo po 70. Pa ste, da vi elektriko nuklearki, ki je sistem, da ga obvladuje, da se kaj naredi, da jo vi naredite, so velika vlaganja, veliko znanja je potrebno, veliko zdržvanja je potrebno, in to pride 30 evrov, potem pa je ta papirja preložiti na 70 evrov. To ni, to vsi vemo, da to ni. In če greš gledati, pa rečeš, ok, priznamo, da se 10-15% pa važe. Je pa 100%, nadgradne cene. Pa greš pa ogledati, koliko časa je on to bil, pridite do usupljive številke. Jaz sem do to cenil, moče ni prava, gospod Biščak, kar si izgledam, dajte tega Raptorta poprašite, da je on naredi svojo kalkulacijo, Mihaliča. Ja, Mihaliča, ja. Raptorta Mihaliča, poprašite, da je on naredi svojo kalkulacijo, koliko je bilo v svojem času direktorovanja
v GEN-I-ju ukradel denarja in ga poslal ven. Jaz sem prišel do ocene milijarde, 200 do milijarde pa pol. To je moja ocena, tako je napačna, tako je večja, manjša ne verjamem, da je. To ne pomeni, da ima on milijardo, se razumemo. To, ki je on štupo, pa je 100 milijonov pa ne ostalo, kar verjamem. Samo to, da vemo, kakšnega predsednika vlade. Ja, se strinjam. Jaz sem sicer o tem že večkrat govoril. Ne samo to, da on kupuje po 30, pa prodaja po 70, celo po 100 je prodajal, in naredil super posel, dolgoročen, in prodajal po 100 takrat, ko je bila elektrika po 250 pa 500, pa smo zaradi tega imamo najdražjo elektriko. On je bil monopolist. A vete, nihče drug, nekaj bi bilo, da bi rekli, elektriko iz nuklearke lahko kupi, kdor jo najbolj plača. Pa da on v tem sistemu uspe, se pravi, tako razliko narediti. Ne, samo GEN-I, in zato je tudi državen postal, da je dobil koncesijo, da lahko edini prodaja elektriko iz nuklearke. Zdaj, koliko moraš biti sposoben, da nekaj po 30 kupuješ, cena na trgu je 70 in imaš najcenejšo elektriko ne samo v Sloveniji, ampak v regiji, si lahko predstavljate. To zna vsak. Tako kot moj sošolc, ki je imel skozi cvek matematiko, pa sem ga zadnjič srečal, ko smo imeli srečanje reunion, ko se reče, se pripelje v Mercedesu S-klase, ne vem, za 150 jurjev, pa si rekel, kako si ti toliko zaslužil, pa nisi znal procentnega računa, nisi znal matematike, pravkar nisem znal, jaz stvari kupim po 100 evrov, prodam po 200 in od tistega 1% preživim, Tako je Golob delal, nič ne rabi znati, on je imel samo še to, da je monopolist. In ja, jaz imam informacije, težek je med 50 in 100 milijoni, osebno. Ja, lejte, milijarda je pa, to pomeni, da je mogla milijarda nekam iti, zato ker ne more vse za sebe vzeti, ker če nekaj ne bi bilo več niti med živimi. Je veliko ljudi, ki morajo v tem sistemu nekaj dobiti. 10% mu je pa ostalo, se pravi, smo tam nekje. Ja, in to je tisto, zakaj on ne razume vas ali pa nas naravnih, navadnih ljudi, ker nam je Jurja velika, Njemu Jurja nič ne pomeni. Si predstavljate 100 milijonov? Jaz mislim, da si povprečen človek sploh ne predstavlja, koliko denar je 100 milijonov. Se pravi, vsak dan bi mogli zapraviti koliko? 350 tisoč evrov vsak dan, da bi zapravili do konca leta. Tako da ja. Jaz bi samo še to dodal, veliko tega smo obdelali v Demokracija magazinu, to je bilo spomladi leta 2023, ki smo ga v celoti posvetili aferi GEN-I. Tam smo tudi marsikaj razkrili. Nismo prišli do številke 100 milijonov, ampak samo tiste, za kar smo dobili dokumente, ki stojijo. Zdaj, vi pravite, da je to vaša ocena, Ne, ocena je realna, ker če gledamo, kakšni so bili dobički GEN-I-ja, pa kaj bi samo, če bi samo prodal, pride taka razlika, ja, sigurno milijardo. Se pravi, če ne bi Golob delal nič in bi samo kupil elektriko in jo prodal, bi bili približno 10-krat večji dobički v GEN-I kot so. Tako, ker je pa on delal, je bila pa samo 10. Tinca, kota, tinca. Če danes gledajte, jaz rekel, da bi enkrat presekali s to nenormalnostjo v Sloveniji, da bi seveda vse to, kar ste rekli že, da ni, tako ne gre, ampak da je to še to. Jaz sem že pri zadnjih volitvah, se pravi, več kot 3 leti, opazil, da je desna civilna družba popolnoma odpovedala.
In zdaj, zadnje sem bil na Brezjah pri Maši, sem rekel, najbrž bo kakšen signal, zdaj pa šel od patrov, glede, da bi saj v enem stavku omenil, recimo predsedujoči referendum in tak naprej, ampak nič, polna pasivnost. Teda sem globoko razočaran nad slovensko škofovsko konferenco oziroma slovenskimi škofje, se zdaj malo se ta tema odpira počasno. Da dejansko, če gledamo zgodovino, da je slovenski škofje so veliko naredili za osamosvojitev Slovenije, izključno z škofom Alojzijem Šušterjem. Če njega ne bi bilo, ne vem kako bi bilo, pa Vatikan in tako naprej. Ampak zdaj, od takrat naprej, nekaj let potem je bil še stres, pa je bil že Rode, da vam povem, ko je to na Brezjah, je se kar kadilo za stresom, in je dejansko bil odmev, je tudi neki nucalo. In zdaj, na zadnja informacija, tate so recimo eno zelo dobro komisijo za pravičnost mir, to je vodil dr. Anton Stres, so kar ukinili, oziroma je popolnoma pasivna. Prevzelo je SAE, ker se na njej nič ne dela. In jaz vam povem, da vpliv škofov je velik. Zdaj celo sem poslušal komentarje, da nekateri duhovniki si upajo, da so pa škofe popolnoma utihnili. Glede na to, da seveda cerkev ni samo uznana evangelija, je še kaj druga, se pravi človekove pravice, sociala in tako naprej, ampak vi imate večje informacije, boljše informacije, kaj se dogaja tukaj, ker jaz mislim, če bo tokrat na naslednjih volitvah slovenska škofija zatajila, bo zima še 20 let, oziroma ta polovica. Tako da, kakšne so vaše informacije glede tega pasivizma, glede na to, da dobro radio piše, dobro funkcionira, družina dobro piše, ampak to je premalo. Ljudje v cerkvah so zdaj, kako bi rekel, kot ovce brez pastir. To je moje mnenje. Zdaj, kaj se dogaja tam v visokih krogih cerkvenih, nimam podatkov. Sam osebno točno to tudi pogrešam, jasno besedo. Jaz imam občutek, da se je cerkev nekako sprejela to vlogo, ki jo je dala ta levi mainstream, češ ne se mešati v politiko. In so nekako, za mojo oceno, preveč previdni. Najmanj, kjer recimo, da so se oglasili pri referendumu o evtanaziji, tam, tako bom rekel, če se tam ne bi, potem bi bil pa res problem. Jaz mislim, da se ne bi smeli bati, da bi mogli povedati, to je prav in to je narobe. Ob vsem tem, kar je vloga cerkve, je tudi ta moralni kompas. Se pravi, če imamo mi oblast, ki uničuje ta moralo, vrednostni sistem, bi mogla cerkev biti tista, ki bi stopila. Ne rabi reči, volite Janšo, ampak povedati, to je prav, to je pa narobe. In postaviti nazaj 10 božjih zapovedih na prvo mesto. Če bi samo to opozarjali tako na konkretnih primerih, pa bi bilo že veliko narejenega. Kaj razmišljajo, pa zakaj to pa nimam jaz dostopa, bi si želel pa, da so bolj glasni. Tudi slovenski intelektualci. Slovenska pomlad so bili intelektualci glasni, so pisali, so se oglašali, jaz jih danes pogrešam. Jih ni. Dobro, hvala lepa. Hvala vam za vprašanja. Še enkrat bi se vam obima rada zahvalila za današnji večer in da smo imeli to čast, da je bila knjiga Kdo vam laže premierno predstavljena ravno v Mengšu. Hvala lepa vam. Hvala lepa, tudi meni je bilo veselje biti tukaj v tej čudoviti družbi, tako da hvala vam za vse, pa spremljite nas še naprej.